Na začetku so mestni svetniki potrdili vseh 5 kandidatov za ravnatelja oziroma ravnateljico osnovne šole v Orehku in pa potrdili tudi dve kandidatki za ravnateljice za vzgojni zavod v Kranju. Izredno pomembno in pa zelo pozitivno je bilo sprejet osnutek oziroma prvo branje odloka o podrobnem prostorski ureditvi kanjona Kokre. Res težko pričakovan osnutek odloka, kar nekaj zelo pozitivnih debat je bilo. Obenem smo potem še sprejeli osnutek odloka o javnem zasebnem partnerstvu za zagotavljanje električne mobilnosti v mestni občini Kranj. To je tudi en zelo dobra aktivnost, kjer bomo dejansko lahko zmanjšali onesnaženje v mestni občini Kranj. Tukaj bi rad poudaril, da Kranj po zadnjih raziskavah sodi med manj onesnažena mesta in res v letu 2018 smo bili v samem vrhu, tako da tudi zrak se spreminja v mestni občini Kranj. Izredno pomembno včeraj je bilo pa seveda tudi sprejem novega odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Komunala Kranj. Tukaj bi sam to rad poudaril, da s tem se zdaj še poudari vloga upravljavcev in nadzornikov. Na eni strani imamo svet ustanoviteljev, ki ga sestavljamo vsi župani, po drugi strani pa nadzorni svet, ki ga od 9 članov bodo kar 4 člani iz mestne občine Kranj. Dodatno smo potem včeraj sprejeli še obvezno razlago 47. člena podrobnega prostorskega načrta za ureditev avtobusnega terminala na Zlatem polju. V bistvu s tem so mestni svetniki, ko so potrdili to obvezno branje, dali možnost, da skupaj s komunalo uredimo parkirna mesta nasproti porodnišnice kranjske in s tem bo pridobljenih vsaj 60 novih parkirnih mest, ki jih bomo namenili tako za obiskovalce, stanovalce, kot pa tudi za zaposlene v bolnišnici oziroma v zdravstvenem domu. Dodatno smo potem so mestni svetniki sprejeli še vse spremembe statuta fundacije Vincenza Draxlerja. Vemo, da je po smrti dobrotnika Vincenza Draxlerja moralo priti, ker je bil on tudi ustanovitelj te fundacije, do spremembe. No, to smo skupaj z matično fundacijo iz Švice tudi včeraj potrdili, tako da me čaka samo še vpis v register. Poleg tega je bilo pa sprejetih še kar nekaj ali po hitrem postopku oziroma nekaj osnutkov glede odlokov za zagotavljanje socialne varnosti, potem mladinskih dejavnosti, veteranskih društev ter pa društev upokojencev. Tako da se mi zdi, da je bilo res včerajšnja seja izredno izčrpna, ampak kot sem rekel, dejansko vsi predlogi z nekaj spremembe so bili sprejeti. Tukaj bi rad še poudaril, da je bil pač na sami seji izoblikovan amandma glede novega odloka ureditve javnega zavoda Gorenjski muzeji, in sicer Galerija Prešernovih nagrajencev se je izvzela iz Zavoda za kulturo in turizem Kranja in se priključila, kot sem dejal, že Zavodu Gorenjski muzeji. S tem smo seveda dali možnost, da se prijavimo na ustrezna sredstva, s katerimi bi sofinancirali dejavnost Prešernove galerije, ki vemo, da je v vsej svoji 20-letni zgodovini res zelo pomemben kulturni temelj, kar se tiče slikarstva Prešernovih nagrajencev v Kranju in pa tudi v celotni Sloveniji. Kanjon Kokre, kako je zdaj predvideno naprej, kaj se predvideva v kanjonu? Bistveno je, da smo nekako sprejeli prvo branje
zadeva zdaj bila obravnavana tudi na sosvetu krajevnih skupnosti in za nas čaka seveda veliko dela z vsemi deležniki, z vsemi tako naravovarstveniki, kulturni dediščina, skratka, vrsto stvari nas čaka, predvsem bilo je tudi že neke javne razprave, tudi javna razprava bo, skratka, kanjon Kokre želimo narediti, ohraniti v obliki, kakršen je, predvsem ga pa ponuditi krajanom, občanom mestne občine Kranj in ne narediti tako turističnega, kot vemo, da imajo v zadnjem času kar precej krajev, ne samo po Sloveniji, ampak tudi po celem svetu, kar problem zaradi množičnega turizma in tukaj pač bo potrebno najti neko ravnovesje med res tem izjemnim kanjonom Kokre, tako da urejamo, pa s tem odlokom urejamo od tega mostu pri gostilni Arvaj, gostišču Arvaj, do samega izliva reke Kokre v Savo. Glede te elektrifikacije avtomobilov in to, kako je predvideno, kakšni prihranki so tudi predvideni? Ja, predvsem najprej bomo začeli z mestno občino Kranj. Tukaj je ideja, da v prihodnjem letu nadomestimo obstoječ vozni park, ki uporablja fosilna goriva z električnimi. Tukaj gremo v razpis, 10 avtomobilov bomo tukaj zamenjali. Poleg tega pa nekako po sami mestni občini Kranj planiramo postavitev električnih polnilnic in te električne polnilnice naj bi bile povezavi z pridobivanjem elektriko iz solarne energije, to se pravi čist popolno samozadostno in pa ekološko ustrezno zagotavljanje mobilnosti. V prihodnjih letih pa potem, ko dobimo ustrezne podatke, tukaj bi šlo za prihranke cirka 50 tisoč na leto, bomo menjali tudi vozne parke v vseh ostalih zavodih, ki delujejo v okviru mestne občine Kranj. Tudi Ekosklad lahko nekaj kandidira? Ja, sej zato pa tudi Ekosklad. Tukaj Ekosklad igra kar zelo pomembno vlogo pri namestitvi električnih polnilnic, pri sončnih elektrarnah in pa seveda pri nadomeščanju voznega parka z fosilnih goriv na električni pogon. Glede komunale, tukaj je bilo že kar nekaj časa zdaj govora, da se bi vrnil nazaj nadzorni odbor. Kako zahtevno je bilo usklajevanje z ostalimi? Tukaj bi predvsem pohvalil vse komisije, vse 4 komisije, ki so se kar nekaj časa ukvarjale z tem odlokom. Veste, da na zadnji seji mestnega sveta, 9. seji, sem predlog tega odloka o organizaciji in pa ureditvi javnega podjetja Komunala Kranj umaknil ravno zaradi tega, ker je bilo nekako zmanjkalo časa, da do potankosti pogledajo vse te komisije. No, to se je v teh 14 dnevih uredilo, tako da je bil potem odlok soglasno sprejet. Bistveno je pa to, da res nadzorniki zdaj dobijo pravo funkcijo nadzora, gre to se pravi za čisto korporativno upravljanje, medtem ko lastniki, to se pravi občine in pa od njih pooblaščeni župani pač urejajo dejansko tisto ustanovitveno funkcijo. Že veste, kdaj bo naslednja seja, ki bo nekaj rečeno? Naslednja seja bo 27. tega novembra, nekako po načrtu bi morala biti 20. novembra, ampak glede na to, da je mestna uprava zdaj bila zelo tudi zadnjo sejo, je bilo samo 14 dni časa, tako da so mestni svetniki potrdili naš predlog, da se prestavi za 3 tedne oziroma za 1 teden, torej imamo dober teden časa za pripravo gradiva oziroma za sklic, tako da bo naslednja seja 27. novembra in pa zadnja v letošnjem letu 18. decembra, kjer tudi pričakujem, da bosta sprejeta proračuna za leto 2020 in pa 2021.